Dobrodošli v oddaji Tema tedna. Primorsko območna enota Slovenska Istra je v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Koper v torek priredila pogovor s profesorjem in doktorjem Mitjem Žagarjem, ki deluje na področju pravnega in političnega proučevanja etničnih odnosov, konfliktov in kriz, tako njihovem urejanju in reševanju. Pogovor o evropski prihodnosti Slovenije, podnebnih, varnostnih, prehrambenih in globalnih spremembah, zelenemu prehodu in tudi o temu, kako naprej, je vodila Jadranka Šturm Kocjan, predsednica društva Tiger območne enote Slovenska Istra. V nadaljevanju sledi posnetek pogovora. Mitja, če bi mogoče se vrnila v Slovenijo, pa pogledala, oziroma ti si zelo kritičen do nekaterih stvari, celo praviš v svoji knjigi, da bi morali razglasiti podnebno krizo in vse, kar je povezano z njo. Pa bi te to vprašala, kako vidiš danes položaj Slovenije, ali smo resnično v krizi, ali potrebujemo reforme in krizno upravljanje. Kako bi utemeljil to potrebo po ustavnih, političnih in teh reformah, ki jih omenjaš? Velika večina znanstvenikov danes ugotavlja, da dejansko podnebne spremembe postajajo dejstvo. In mislim, da če malo pogledamo okrog sebe, vsi to precej hitro lahko ugotovimo. Cel kup je znanstvenikov, ki pri tem poudarjajo, da ljudje niso zmeraj ključni dejavnik. Ampak, veste, ko imamo na tem, da je kozarec že skoraj poln, pa potem, ko počasi nalivamo kapljice vode, tista zadnja kapljica povzroči, da se voda polije. In nekaj podobnega je s človeškim vplivom na klimo. Ni odločilen dejavnik, je pa tisti dejavnik, ki lahko prispeva do tega, da se bo voda polila iz kozarca. In če pogledamo suša, ki zdaj ni več samo nek izjemen pojav, če pogledamo lanske poplave, če pogledamo zdaj poplave, naprimer na Bavarskem, ekstremne poplave, 500-letne vode v Sloveniji, pa zdaj na Bavarskem ponekod. Če gledamo, naprimer, koliko se je orkani, če gledamo, naprimer, tudi v Evropi imamo zdaj celo vrsto pojavov, ki jih v preteklosti nismo imeli. Naprimer od twisterjev oziroma teh tornadov do cele vrste drugih stvari, ki se jih ne spomnimo. Letni časi izginjajo. Letni časi izginjajo. Imamo poletje in zimo pa nekaj vmes, pa imamo strašne ekstreme vremenske. In že samo to nam nekaj lahko pove. Tisto, o čemer se relativno malo pogovarjamo, je to, da se je povsod po svetu pravzaprav bistveno znižala raven podtalnice. In vi morate vedeti, da mi danes nismo odvisni samo od padavinske vode, ampak velik, pomemben del v nekaterih delih sveta, ključen del vode so ti podtalni rezervoarji, ki so se nabirali v nekaterih primerih par milijonov let. In mi to zdaj zelo, zelo hitro izkoriščamo. Če vam povem en tak primer, naprimer zelo konkreten. Prej smo se pogovarjali o Južni Afriki. Naprimer, na planoti Južne Afrike, tam, kjer je Johannesburg, pa Cvane, se je gladina podtalnice znižala v zadnjih 50 letih za 20 metrov. Skratka, zato, da zdaj njihovi vodnjaki še črpajo vodo, morajo vrtati 20 metrov globje. In to v 50 letih. In računajo, da je en tak vodonosnik, kot je naprimer ta afriški, ali pa kot je naprimer ta avstralski v Južni Avstraliji, za katerega tudi ugotavljajo, da ga pospešeno praznijo, se je polnil, pravijo, da nekje par milijonov let. Mi smo to v manj kot 100 letih krepko zmanjšali. Po drugi strani pa dvigovanje morske gladine, ne? Ja, to je pa povezano s tem, ker se temperatura povečuje, ker se tali led in mi se vsi ukvarjamo predvsem s tem, kaj se dogaja na obeh polih. Ampak, veste, tisto, kar je za nas ključno, so ledeniki v Alpah, ledeniki v Himalaji. To je tisto, kar ledeniki v Rocky Mountains, v Skalnem gorovju v Ameriki. To je tam, kjer se
velika večina teh vodnih virov za večino ljudi na tej zemlji polni. In mi se dejansko igramo s stvarmi, za katere niti ne vemo, kakšne bodo posledice. In če vprašate mene, ja, jaz mislim, da smo v krizi in da bi bilo nujno potrebno krizno upravljanje. In da to krizno upravljanje ne more biti takšno, ja, to se nam pa zdaj ne splača, zaradi tega, ker bo toliko in toliko zmanjšalo naše dobičke. Ja, mogoče v tej generaciji bomo predvsem zmanjšali dobičke. Ampak kaj bomo pustili naslednjim generacijam? In mi čisto pozabljamo na to odgovornost. Jaz se popolnoma strinjam s tistimi biologi, ki pravijo, ne glede na to, kaj bomo ljudje na tej zemlji naredili, tudi če povzročimo množično izumrtje naslednje, bo življenje na zemlji zelo verjetno preživelo. Razen, če bi prišlo do kakšne res hude nuklearne katastrofe. Ampak še tam bi verjetno del življenja preživel in bi se življenje postopoma obnovilo. Ampak jaz mislim, da mi se na to ne bi smeli zanašati, ampak bi mogli enostavno ugotoviti, da ljudje smo del ekosistema in smo zaradi tega tudi za ta ekosistem odgovorni. In ne moramo kar enostavno imeti življenjsko okolje drugim živim organizmom na tej zemlji. Kako pa misliš, da je globalizacija recimo vplivala na te procese? Ali je namen globalizacije bil samo utrditi potrošništvo kot dominantno globalno ideologijo in kot temelj ekonomije moderne, ne? Ali je še kaj drugega? Globalizacija ima nekaj dimenzij. In ena od dimenzij je to splošno sodelovanje pa povezovanje in ta je verjetno celo pozitivna. Ampak osnovna logika globalizacije je bila pa verjetno res ravno v tem, ustvariti globalne politične in vojaške in ekonomske interese. In pa jaz bom rekel, da tisti generator, ki je pravzaprav v nekem obdobju omogočil zelo pomemben razvoj človeštva in človeške civilizacije, to je kapitalistično gospodarstvo, je pravzaprav preraslo v svoje nasprotje. Na nek način je postalo pošast, ki požira in uničuje vse za neke navidezne kratkoročne profite. In tukaj sploh ni več važno moralno, etično in vse ostalo, ampak je važno zgolj to, kakšen bo profit in kako največji profit v čim krajšem času doseči. Ker tudi ti profiti so na račun narave, ne? Ja, in glejte, tukaj ne gre samo za to, da bi imelo to kapitalistično gospodarstvo samo po sebi takšen obraz. Vse je povzročalo že v preteklosti tudi negativne posledice, ampak jih je tudi do določene mere bilo sposobno reševati. Ampak to kapitalistično gospodarstvo je vsaj v prvotnem obdobju nekako temeljilo na realno ustvarjeni vrednosti. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, v 70. letih se je pa začelo dogajati to, da najprej so umaknili zlato rezervo, ki je, oziroma zlato podlago, zlato klauzulo, pardon. Potem so pa kasneje naredili še eno zelo pomembno stvar. Uvedli so nek nov finančni produkt, ki ga imenujejo finančni derivati. In kaj so finančni derivati? Finančni derivati so pričakovani prihodnji profiti v osnovi. Jaz to ponavadi primerjam s piramidnimi igrami. Dokler vnašaš nove stvari noter, nekako gre. Potem pa v nekem trenutku, ko imaš samo še balonček, ki ima eno zelo tanko opno okrog sebe, lahko pričakuješ, da bo tako kot vsak milni mehurček počel. In to je en zelo resen problem, o katerem se malo kdo pogovarja. In jaz ponavadi, tako ko se študenti pogovarjamo o tem, pa mi nekako ne verjamejo in ne razumejo čisto točno, kako to poteka, in ponavadi povem en tak primer, ki pokaže, kako naj bi to izgledalo. Nekateri, ki ste se kdaj igrali z računalniki, se mogoče spomnite ene igrice Travian. To je bila ena igrica, kjer so bila naselja, pa si gradil to naselje, pa si imel zavezništva in si lepo ustvarjal neko skupnost in si zavzemal novo ozemlje, gradil si hiše, razvijal svoje mesta in tako naprej. In kaj so potem začeli delati? Na začetku je bila to igrica, ki je bila zastonj in kjer so vsi igrali in so se zabavali.
Potem so pa v nekem trenutku začeli ugotavljati, da je pa izredno lukrativno, če začnejo prodajati določene stvari znotraj tega, ker potem tisti, ki to kupijo, imajo boljše možnosti v tekmi s svojimi tekmeci za čim boljši rezultat. In kaj se je zgodilo? Ta igrica Travian je tam nekje okrog leta 2007 generirala $120 milijonov dobička, s tem, ker so prodajali slikce. Orožja, orodja, hrane in tako naprej. Da bo zgodba še lepša, oni so indijskim umetnikom, ki so tisto naredili, plačali par $100, potem so pa tisto v neskončnost prodajali naprej. No, dobra zgodba, mislim, tisto, kar pokaže, je to, da tudi takšna igrica ne more biti večna, ker je potem Travian čez nekaj časa propadel. Nekateri ga še zmeraj igrajo, ampak finančno je pa družba, ki ga je imela, potem tudi propadla. Skratka, tudi to ni nujno trajnosten model razvoja. Ampak tisto, kar hočem povedati, je to, da mi smo pravzaprav nekje vmes pozabili, da nenadoma dober del tega bogastva, ki ga imamo, v resnici ni stvarno bogastvo, ampak je nek privid bogastva. In v resnici se je verjetno res, da vsi nekoliko boljše živimo, kot smo živeli pred par desetletji ali pa par stoletji. Ampak po drugi strani, pa če gledamo, kakšne so posledice za okolje, kakšne so posledice, naprimer, za vrste, ki so medtem že izumrle. Pa mislim, da smo popolnoma izgubili kompas in da imamo popolnoma napačne vrednostne predpostavke. Ker ne smemo pozabiti nekaj. Bistvena stvar za preživetje življenja v zgodovini, tudi v času velikih izumrtij, je bilo, veste kaj? Biotska raznovrstnost. Ker to daje potem življenju kot celoti boljšo možnost, da se ohrani, razvija naprej in spreminja. Tako da ti podpiraš potem recimo tiste, ki zaradi enega majhnega metuljčka, recimo, da je malo karikiram, seveda, ne? Ali pa neke rastlinice prepovejo, naprimer, nek dogodek v javnem parku, ali pa recimo postavitev vetrnic, ne, ko se okoljevarstveniki zelo zavzamejo za določeno vrsto in se nam včasih zdi, da gre morda pa kaj predaleč, kaj misliš? Jaz bom tukaj namerno povedal nekaj primerov, ker bo tako veliko bolj jasno. Jaz sem se pogovarjal, kot veste, imamo eno največjih vetrničnih polij v okolici Dunaja, pa na Gradiščanskem. To je eno največjih vetrnih polij v tem delu Evrope. In jaz sem se pogovarjal tam z naravovarstveniki in so mi povedali, da število ptičev, ki pravzaprav so žrtve teh vetrnih polj, je minimalno. In so rekli, da ni niti delček tistega, kar jih vsako leto umre s tem, ko se zaletavajo v steklene fasade zgrad. Jaz imam eno temeljno vprašanje, ki ga bom bil maksimalno poskusil povedati na kratko. Leta 1974 nas je bilo 4 milijarde. Ja. In je živelo približno 20% ljudi v mestih. Ja. Danes nas je 8 milijard in več kot 50% ljudi živi v mestih. Ja. Leta 1974, ko smo za inflacijo govorili, je bil tisto, kar imenuje bruto nacionalni dohodek povprečni na svetu, približno $2000. Vprašanje, kaj dolar pomeni v vrednosti. Ja. Smo zdaj te ščinkarske zadeve. Zdaj je 10. In zdaj imamo mi politiko, razmišljaj globalno, deluj lokalno. Mi se trudimo, resnično se trudimo, da bi povečali rodnost v Sloveniji. Ker mislimo, da je to ena od osnovnih naše samobitnosti. Ma si predstavljaš, kakšen bo ta svet z vsemi ekološkimi, sonaravnimi in temi zadevami, ko nas bo 16 milijard? Odlično vprašanje. Jadran se bo spomnil, da smo v 70-ih letih prebirali meje rasti. Zdaj je Rimski klub lani naredil novo izdajo Earth for All,
kjer ravno nekatere od teh primerjav tudi Prikazuje. prikazuje. Ja. In prikazuje, Samo da razložim. Jaz in gospod Mitja smo bili v takratnih klubih OZN, blazno aktivni, blazno revolucionarni. Pol gospod, zdaj reči Mitja je šel v gospod, jaz sem postal inženir. Znam računati, on pa je bolj tako. Se opravičujem, tako da malo, da veste, zakaj se tikamo. zakaj gre tukaj? Tukaj gre predvsem za to, da verjetno bo tudi sam način urbanega bivanja se spremenil. In tudi ta tako imenovana ekološka mesta, pa samozadostna mesta, so izjemno pomembna predpostavka za to. Trenutno jih v prototipu v nekaj majhnih poskusih delajo, pa niso zelo uspešna. Predvsem zaradi tega, ker so tudi tam, kjer jih na primer delajo v arabskem svetu, pozabili na znanje, tehnično znanje, ki so ga nekoč tam že imeli, glede hlajenja, glede kroženja vode in takšnih stvari, ampak to je druga zgodba. Tisto, kar je izjemno pomembno in kjer delajo tudi znanstveniki zelo veliko na tem in kjer obstaja nekaj pozitivnih stvari, je to, da bomo postopoma prišli tudi do tako imenovanih navpičnih vrtov, do tega, da se bo pomemben del hrane gojil znotraj mest in celo znotraj stavb. Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker bo to način ohlajanja, da v veliki meri to ne bo več temeljilo na klasičnem kmetijstvu, kot imamo zdaj, ampak na hidrofoniki. To se pravi voda in hranila. In še cel kup stvari imamo tukaj. Ampak če gremo čisto tako, ko se pogovarjamo o letih, mi smo v 50 letih znali delati pasivne zgradbe. V 50 letih. V 80 letih smo prvič prišli do tehnologije, ki bi lahko ustvarila aktivno zgradbo. Da vam pojasnim, aktivna zgradba pomeni zgradba, ki ustvarja vso energijo, ki jo rabi sama zase in lahko celo nekaj energije oddaja v sistem. Na Švedskem že imajo par naselij in mest, kjer so pravzaprav aktivna naselja. In to dosežejo delno z vetrnicami, sončnimi elektrarnami, z bioplinarnami in z vsem tem. Ti eksperimenti kažejo, da je to možno. Ampak, če se zdaj pogovarjamo o tej pasivni hiši, ki so jo v Kaliforniji leta 1947 prvič naredili prototip, ki je imel kot eno zanimivost, prav zato so naredili sončno pečico, ki je zbirala sončne žarke in je s tem ustvarila takšno toploto, da je lahko pekla kruh, pa da so lahko tam noter pekli kruh pa meso. In kaj je bil odgovor takrat? To se ne splača, zaradi tega, ker je energija tako poceni. In pa druga stvar, zakaj bi mi ljudem dali pečico, ki bo potem enkrat, ki bomo prodali, pa bo delovala neskončno dolgo, če mi lahko stalno prodajamo štedilnike električne, pa potem še elektriko za električne štedilnike. Veste, kaj je Westinghouse takrat odgovoril Nikoli Tesli? Ja, jaz sem za elektriko, ampak če bomo imeli meter, pa bomo za to lahko računali. In to je problem. Mi imamo problem pravzaprav predvsem v tem, ker nekako ne vidimo znudnej tega kroga in mi mislimo, da je dejansko včasih, zlasti nekateri veliki misleci na zahodu mislijo, da je dejansko profit in ustvarjanje profita največ, kar se da narediti. Jaz sem pa eden tistih bedakov, ki trdim, da je to najboljša pot, da zgrmimo v prepad. Ne, pa tudi k varčevanju nas spodbuja. Ne? Jaz mislim, da je ena od rešitev, da bomo ohranili življenje koliko toliko znosno, je tudi ljudi navajati na varčevanje, ampak varčevanje ni zaželjeno. Ne? Ena ključnih tem v zadnjem času, s tem se ukvarja tudi Rimski klub, je vprašanje odrasti, degrowth. In zakaj gre tukaj? Tukaj gre predvsem za to, da pravzaprav očitno ne bomo mogli graditi na stalni ekspanziji, na stalnem povečevanju produkcije in vsega na planetu, ki je omejen. Tako, pod črto naj vam povem, letos smo v Sloveniji že aprila porabili vso energijo
Celo leto. za celo leto, ki bi bila lahko kot obnovljiva in ne samo energijo, ampak sploh vse vire na območju Slovenije. Zdaj, zakaj gre tukaj? Tukaj gre predvsem zato, da mi bomo mogli nekako spremeniti koncept. Glejte, to je na primer nek koncept, ki ga predvsem promovira dr. Potočnik, pa še par drugih, pa Lučka Kajfež, pa Dušan Plut, pa jaz, mi ga že nekaj časa propagiramo. Mi pravzaprav ne potrebujemo dobrin kot takšnih. Mi potrebujemo storitve. Če bi jaz imel dober javni transport, ki bi me v 1 uri spravil iz Ljubljane do Kopra, se danes verjetno ne bi pripeljal sem s svojim avtomobilom. Bilo bi bolj udobno, bilo bi cenejše, pa še okolju bi bilo bolj prijazno. Skratka, jaz ne rabim avta. Tisto, kar jaz rabim, je dobra storitev prevoza. In kako se takšno storitev prevoza naredi? Takšna storitev prevoza obstajajo celo že modeli, kako se to naredi. Naredijo se modeli s hitrimi železnicami za glavne povezave, potem se naredi železnica in potem se na koncu naredi shuttle base in potem čisto na koncu za ti zadnji kilometer so kolesa, električni skiroji, za tiste, ki tega ne morejo, naprimer električni vozički in podobno, ki delujejo usklajeno in organizirano. Ampak zdaj imamo še en problem, na katerega tudi pogosto pozabljamo. Mi pravimo, ja, digitalizacija bo rešila vse. A veste, koliko energije mi danes porabimo za hlajenje računalnikov, za to, da to funkcionira? Do 20% energije se porabi za to. Aurelio je želel, prosim. Lep pozdrav. Glede zadnjega vprašanja bi samo rekel, da sodim med pesimiste, ker vidim, da se dinamika podnebnih sprememb prehiteva dinamiko ukrepanja za to, da bi jih nekako obvladali. In to je največji problem. Tako da včasih pravim, da naša generacija bo umrla pravočasno. Moja vnukinja najmlajša povela, če pride do konca stoletja 87 let. Če pride do konca stoletja. Sam nekaj drugega bi te vprašal, ki je bolj sociološke narave. Ki je vezano na volitve, pa ne bom imenoval ne strank, ne kandidatov in nič. Prej smo govorili o Palestini. Zdaj vemo, da poteka v Državnem zboru razprava. Zadnje vesti SDS je umaknil predlog za razpis. Ni umaknil. In je vložil novega tako, ja. Z drugačno obrazložitvijo. In odkud sledi vprašanje. Ta mesec, ne glede na to, da samo priznanje ne bo ustavilo morije, bi lahko pa upočasnilo. Bi jo lahko upočasnilo. Pomeni, da tisti, ki išče še en mesec odloga, soglaša s tem, da se ta morija po današnjem tempu nadaljuje. In zdaj moje vprašanje je, kako projekcije volitev kažejo, da 5 od 9 poslancev Slovenije pripadajo, v nedeljo bomo videli, če držijo, desnici, ki to počne, ki podpira Izrael, podpira to, kar tudi dela, medtem ko pa javno mnenje, vsaj po občutku, je večinoma za solidarnost z Palestinci. In tu si ne razlagam, kako še vedno volivci, ki so na strani Izraela pri tem genocidu, pri tej moriji, tega ne dojamejo, ker dvomim, da je 5/9 Slovencev v volilnega telesa proti Palestinci. Tako da, kako si ti razlagaš ta fenomen? Odgovor je zelo enostaven. Kakšnih 70% tistih, ki imajo volilno pravico, ne bo šlo voliti. 70%? Ja.
slabih 70%, zdaj letos računajo, da bo nekje okrog 30, mogoče malo čez 30% volivcev šlo na volišča. In tukaj je neka značilnost. Namreč volivci na desnici so zelo zvesti in redno grejo. Volivci na levici, pa zlasti tisti bolj liberalen del, smo pa malo manj, ali pa so nekateri zelo komod, bom rekel. In ja, se ne strinjajo, ampak se jim pa ne da iti na volišče. In je odgovor tukaj zelo enostaven. Bom pa rekel še to, priznanje palestinske države v tem trenutku je zares simbolno. Ne bi samo po sebi niti zmanjšalo hitrosti v tem trenutku genocida, pa bom jaz namerno uporabil to besedo, čeprav je meddržavno sodišče še ni uporabljalo, ampak jaz kot mednarodni pravnik sem prepričan, da je vseh 5 elementov, ki jih opredeljuje konvencija o genocidu, izpolnjenih. Ne bo ustavilo. Ampak tisto, kar bi bilo pa izjemno pomembno, je pa to, da bi storili tisto, kar je v danem trenutku prav, pa kar je v danem trenutku humano. Ne glede na to, a se splača ali ne. In pa potem, če odgovorim še na ta drugi del tvojega vprašanja, ki je bil v bistvu uvod v to. Jaz sem pravzaprav še nekoliko večji pesimist glede določenih stvari v tem trenutku, namreč militarizacija pa vojne v tem trenutku pravzaprav še bistveno več prispevajo k zaostrovanju podnebne pa okoljske krize, kot zgolj normalno vsakdanje življenje. Bom pa rekel še nekaj drugega. Ni pa nujno, da smo absolutno in večno pesimisti. Namreč, če pogledate, kaj je svet naredil ob pandemiji COVID. Ta je pokazal, da v izjemnih trenutkih, čeprav za relativno kratek čas, dokler ne prevlada logika profita, smo pa včasih sposobni odreagirati tudi nepričakovano dobro. Je pa res nekaj drugega, ker se pa tiče, če gledamo politično pa družbeno okolje, je pa ta COVID kriza pokazala 2 stvari. Pokazala je krepitev iliberalnih sistemov, pokazala je krepitev tehnokratskih struktur znotraj nekaterih sistemov in pokazala je pravzaprav to, kako strukture, ki odločajo, pogosto odločajo popolnoma brez vključevanja ljudi. In poglejte, celo danes, ko imamo na primer v Sloveniji odločitev ustavnega sodišča, da so bili ukrepi vlade nezakoniti in neustavni, še zmeraj nekateri trdijo, da so bili legitimni in da so bili celo legalni. Ali pa bom rekel, da se ne bomo pogovarjali samo v Sloveniji. Poglejte izjave Donalda Trumpa ob sodbi sodišča v New Yorku. Če bi pred 50 leti katerkoli politik v republikanski ali pa demokratski stranki nekaj takšnega izjavil, bi bilo konec njegove politične kariere za vse večne čase, pa še v javnosti bi se težko pojavil. Danes pa velika večina establishmenta republikanske stranke podpira Trumpa in pravi, da ja, sej sodišča pa nimajo nujno zmeraj prav. V trenutku, ko postavimo neko tako temeljno postavko, kot je postavka pravne države pod vprašaj, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državi, ki sama sebe razglaša za svetilnik demokracije v svetu, takrat imamo zelo resno težavo. Tako je dodatek. Nisem Trump. Biden in administracija njegova je zagrozila tožilcem ICC-ja, da tisti, ki bo podpisal ovadbo proti Netanjahuju, bo doživel sankcije. Ja, povedali so, da jih bodo razglasili za persone non grate, ki ne bodo imele več vstopa v Združene države. Hočemo verjeti v ta sistem. Jaz že dolgo časa ne verjamem. Jaz ne verjamem v nobenega od sistemov, verjamem pa, da sistemi, če jih
nekako upravljaš, omogočajo razreševanje določenih problemov. Namreč verjamem še eno stvar, da še slabša stvar kot to, da imamo slabe sisteme, je pa to, da imamo popolno anarhijo in nimamo sistema. In če pogledamo tudi skozi zgodovino, pa če malo pogledate naprimer Jeana Baudena pa Hobbesa, ki sta pisala ravno v takšnih sistemih, kjer je popoln kaos, sta ugotavljala, da je celo absolutna monarhija z vsemi slabimi lastnostmi, ki sta jih celo ona dva navajala, bistveno boljša rešitev kot pa popoln nered in popolna anarhija. Kaj hočem s tem povedati? Ljudje smo družbena bitja in moramo nekako vzpostaviti vsaj neka temeljna pravila, s katerimi lahko sobivamo in sodelujemo. In včasih je tudi precej slab sistem bistveno boljši kot to, da smo vsi človek človeku volk, kot je rekel Hobbes. In tukaj je tisto, kjer sem jaz do določene mere optimist in tukaj je tudi razlog, zakaj predlagam reforme sistema. Jaz ne mislim, da bo ta sistem idealen. Točno se zavedam, da bo tudi sistem, ki ga bomo zdaj dali in ki bo najboljši v tem trenutku, čez par let postal obsoleten in ga bo treba spreminjati, spremeniti, prilagajati spremenjenim okoliščinam. Ampak še zmeraj pa to ne pomeni, da bi se odrekel nekaterim stvarem, ki so v preteklih stoletjih, tako kot je na primer koncept pravne države, zagotovo vsaj neko minimalno raven varnosti človeškega bivanja. In zato se meni zdijo takšne stvari, o katerih se zdaj pogovarjamo, tako grozne. Ker postavljajo pod vprašaj same tiste temelje človeške skupnosti in koegzistence. No, mi, ki izhajamo recimo iz teh vrednot tigra, pa odporniškega gibanja, pa še prej španskih borcev, nas skrbijo evropske volitve, ker se napoveduje krepitev skrajnih političnih sil, pa me zanima, kako da je Evropa se dejansko na nek način, ne bom rekla odpovedala, ampak v neko latentno stanje dala te vrednote oziroma antifašizem, na katerem je pravzaprav nastala. Z neko lahkoto se mi zdi, smo mi dan zmage, ki smo ga praznovali ponosno, preimenovali v dan Evrope, ne, in je izgubil tisti naboj, ne, zmage, kdo je zmagal in kdaj je zmagal. Pa tudi v Sloveniji smo dan Osvobodilne fronte tudi preimenovali v dan dneva proti okupatorju in na nek način zmehčali, razvrednotili ta prizadevanja vseh teh, ki so se žrtvovali za svobodo, tako rečem. Kam je ta Evropa prišla s tako politiko? Jaz sem že v 90-ih letih na parih mestih rekel, da me spominja razvoj v tistem času na dogajanja, ki so se začele dogajati v 1920-ih in v 1930-ih letih. Takrat so se večinoma smejali. Danes je cel kup ljudi, ki so se takrat smejali in ne sme več, ker vidijo stvari, ki so se takrat šele začele kazati kot neko realnost in dejansko, da je vrag odnesel šalo. In tisto, kar mislim, da je tukaj zelo pomembno poudariti, je to, da smo na nek način res v podobni dilemi, kot je bila dilema takrat. Star svet vidimo, da propada in da ga na nek način ni več. Novega sveta pa še ni. In dober del tistih, ki naj bi ponujali neko perspektivo, pravzaprav nimajo vizije. In tukaj je en velik problem, predvsem evropske levice. Zakaj so danes populisti, pa nekateri desničarji tisti, ki uspejo mobilizirati delavski razred, da gre na ceste? Zakaj je tako enostavno reči v Sloveniji, za katero vemo, da bi rabila med 20 in 50 tisoč imigrantov vsako leto, zato da bomo lahko ohranjali sedanji standard življenja? Zakaj je tle tako enostavno se zavzemati za ograje na mejah, pa zato, da se ljudi vrača ven in to? Ob tem, ko jih Slovenija v resnici nujno rabi. Ja, sej
je treba tudi to narediti, kar oni pravijo. In dolgoročno je tukaj slabo slovenske politike, da to še ni naredila v potencialnih izvornih državah, iskati legalne načine, kako jih pripeljati sem. Ampak če imamo tukaj, naprimer, ilegalnega migranta, ki je lani pomagal pri poplavah reševati stvari, ki se je dokaj dobro tukaj integriral, ki se uči slovenščine, a res ne bi mogli najti nekega načina, kako bi mogoče zaobšli te stvari, pa ga ne bi vračali v izvorno državo ali pa v prvo državo, iz katere je pobegnil in tako naprej. Skratka, mi smo včasih tukaj veliko pretrdi. In dejstvo je tudi nekaj, da tisto, kar sem prej začel govoriti in bom poskušal te stvari nekako povezati. Prej sem rekel, da mi ne potrebujemo dobrin takšnih, ampak potrebujemo v glavnem storitve. Mi potrebujemo omejen krog dobrin. Mi lahko nosimo toliko in toliko oblek, lahko pojemo toliko in toliko hrane, lahko uporabljamo toliko in toliko stanovanj in vsega tega, ampak tisto, kar mi zares rabimo, so storitve. In če bi mi, na primer, spremenili sedanjo logiko, pa bi rekli, namesto da ima vsak od nas svoj sesalc, svoj hladilnik in svoj traktor, zakaj ne bi mi tega naredili tako, da bomo mi najeli storitev hlajenja, hladilnik ostane last podjetja, ki nam zagotavlja storitev hlajenja, ki poskrbi za energijo in ga vzdržuje. Če bo podjetje lastnik tega hladilnika, bo zanesljivo poskrbelo za to, da bo čim manj energije porabilo in da ga bo čim lažje vzdrževati, dopolnjevati in da bo na ta način imelo čim več profita. In ker gledajte, zdaj imamo pa logiko takšno, pralni stroj je narejen za 5 let, cel kup teh domačih strojčkov je narejenih za 5 ali pa za 10 let. In veste, najdražja stvar za okolje je odpad. In tudi krožno gospodarstvo in recikliranje tega ne razreši. Kaj je najboljše? Najboljše za okolje je, če so stvari trajne, če jih je možno dopolnjevati, dograjevati, posodabljati. Glejte, tudi mi včasih pozabljamo, ampak eden največjih generatorjev okoljskega odtisa, predvsem CO2 odtisa, je gradbeništvo. Ne? In kaj se tukaj da narediti? Samo s tem, če bi uporabljali lokalne materiale, bi lahko bistveno zmanjšali odtis. V Sloveniji pa, na primer, nismo sposobni certificirati gradnje iz steptane zemlje, ki bi za marsikaj bila čisto uporabna. No, pa mi smo industrijo selili na Kitajsko, ne? Ja, recimo. Ne? tudi. Ja. In dejstvo je, da tisto, kar je, v resnici ne bi rabili takšne hiperprodukcije, kot jo imamo, in če bi ta sistem zasnovali nekoliko drugače in tudi potrošništvo nekoliko drugače, bi pravzaprav nekako uspeli tudi za 16 milijard prebivalcev na Zemlji zagotoviti neko relativno spodobno eksistenco. Ne bodo vsi živeli tako, kot živijo, naprimer, kaj s tem bogataši v zahodnem svetu, ampak relativno solidno bi lahko živeli pa vsi. Predvsem bi pa, to je podatek, ki mene zmeraj izrazito fascinira, če bi razdelili premoženje 10 najbogatejših ljudi na svetu. 10. Ne bi imeli vsi dovolj, ampak lahko bi preprečili, da bi kdorkoli na Zemlji umiral od lakote. Če bi pa razdelili premoženje 1000 najbogatejših na tem planetu, potem bi pa dejansko vsi lahko živeli relativno spodobno življenje nekje spodnjega srednjega sloja v Evropi. Ampak jaz moram reči nekaj. Mi si ne želimo, da bi vsi živeli takšen način življenja, ampak si želimo, da bi tudi mi začeli živeti bolj trajnostno. Jaz mislim, da tisto, kar zdaj nas pravzaprav kot ena velika naloga čaka v prihodnosti je, nekako smo že se naučili modele rasti, kako se te ustvarja in kako s temi nekako navidezno izboljšujemo kakovost našega življenja.
Tisto, kar je pa zdaj naša ključna naloga, je pa kako z odrastjo ne bomo v resnici zmanjševali kakovosti našega življenja, ampak bomo mogoče vrednotni sistem nekoliko spremenili in na nekoliko drugačen način povečali kakovost našega življenja. Ne, jaz nisem za to, da ukinemo trg. Povejte, samo malo. Samo malo je gospa še prej roko dvignila. Kar prosim. Jaz bom nekaj malo sprovocirala. Omenila je, da je Evropska levica naredila napako, oziroma da veliko težav sedanjega razvoja nosi Evropska levica. Jaz se spomnim, ko sem jaz študirala, ko smo študirali italijansko levico, pa francosko levico, pa tretjo pot, ne, ki je ta levica predstavljala takrat. Ne. Ampak ta levica, kje je danes ta levica? To je bilo v 80-ih letih. Je bila ta levica zelo močna. Je bila še mlada, pa je bila polna optimizma, V idealov. Franciji. Mislim, kaj se je zgodilo s to levico? Ali so postali vsi japi in profitneži, ali kaj se je zgodilo s to levico? En del teh levičarjev je postal japijev pa podjetnikov. En del teh levičarjev se je enostavno postaral, pa se jim ne da več. En del teh levičarjev, zlasti krog tistih, ki so takrat zelo pomembne stvari razmišljali in postavljali kot koncepte, ni več živih. To so ljudi, ki so znali razmišljati globalno in ki so iskali tudi te meta rešitve. Ker problem levice danes je to, da pravzaprav nima neke globalne Profila enega. Ja, ne samo, da nima globalnega profila, da nima jasnega profila, ampak tudi nima neke dolgoročne, celovite rešitve. Tudi rešitve, ki jih levica ponuja, so izrazito parcialne. Podobno kot so rešitve, ki jih ponuja konzervativen del politike. Izrazito parcialne. Danes verjetno to sploh ni več popularno, zaradi tega, ker ni več profitno. En del te levice, da še ta zadnji del govorim, so pa tisti, ki se danes ukvarjajo s svojimi računalniki, pa s temi, ki so skrajno zadovoljni. In tukaj bi pa rekel, da to ne velja samo za to. Jaz sem povprašal enega svojega kolega, ki je ameriški profesor, ki zdaj dela v Ameriki, Thomas Simon, kako to, da Kitajska ob takšnem neravnotežju med moško in žensko populacijo v populaciji med 20 in 45 leti, namreč približno 2/3 populacije, manj kot 2/3 so moški. Zaradi politike enega otroka. In so takrat, ker je to v kitajski tradiciji nekaj pomenilo, kitajske družine imele sinove. In njegov odgovor je bil: hvala Bogu za kompjuterje. Doma sedijo, igrajo igrice, kupujejo in se nimajo časa ukvarjati s tem, da bi se šli vojne za ženske, tako kot so se jo šli v zgodovini. To je del tega odgovora tudi. Je zelo žalostno, ampak je nekaj resnice na tem. Kaj pa misliš o univerzalnem temeljnem dohodku, recimo? Je to mogoče način, s katerim bi zmanjšali razlike oziroma nezadovoljstva ljudi? Mi že zdaj ustvarimo dovolj, da bi povsod po svetu lahko uveljavili univerzalen temeljni dohodek. Zakaj ga ne uveljavimo? Zaradi tega, ker bi to pomenilo prerazporeditev bogastva. A mislite, da tisti, ki veliko imajo, so se čemu pripravljeni odreči? Ne. Mogoče en majhen delček tistih, ampak večina pa ne. Se vam pravim, gledajte, 1000 najbogatejših na zemlji se jim vzame premoženje, pa se ga pravično razdeli med vse, pa bomo vsi nekje živeli nad mejo revščine na tem svetu. Ja, tovariš Marx mogoče ni bil tako neumen, kot se zdi. In jaz bom rekel nekaj. Problem, ki ga mi imamo z Marxom in z marksizmom, je to, da je marksizem v nekem obdobju vmes postal religija. Tisto, kar je Marx postavil, je bila marksistična metoda, ki je omogočila analizo razvoja kapitalističnega gospodarstva in družbe takratne v 19. stoletju. In to je seveda treba posodobiti, prilagajati in vse to. Ampak, veste, če danes gledamo, veste, na čem temelji
sodobna ekonomija, tudi zahodna ekonomija, kapitalistična, temelji na dveh temeljnih postavkah. Eno je Adam Smith, drugo je pa Marx pa njegove input-output tabele. Kapital, z drugimi besedami. Ampak seveda tega kot vir danes nihče več ne citira. Prvič je to že več kot 100 let staro, Smith je že 300 let star, pa to danes ni popularno, ker vse, kar je starejše kot 5 let, ni vredno citirati. Jaz pa pravim ravno obratno. Večino tistega, kar je vredno citirati, je staro vsaj 50, nekaj tistega pa že dobrih 2000 let. Mitja, si želel ti? Jaz sem samo želel mogoče malo še to diskusijo zaključiti usmeriti v to ključno današnjo naslovno temo Slovenija v Evropski uniji in predvsem pa pri vsem tem, kar smo se pogovarjali, vse je redo, ok, ne? Ampak manjka ena zadeva, odgovornost politikov. Mi imamo absolutno povsod na vseh nivojih. ZDA, Rusija, Kitajska, neodgovorne politike, jih to, kar zdaj mi tlele poslušamo, čisto nič ne briga. Ker to je njihovo poslanstvo. Politiki bi morali biti nekako v službi ljudi, da bi vse to spremenili. Recimo, zelo benevolentno govorijo o vojni Rusije-Ukrajina, ne? In če gremo na začetek izvajanja, ne? O vplivu na okolje te vojne, nihče ne razpravlja. Samo o tem, da je treba toliko pa toliko milijonov granat poslati in izstreliti. Kako pa to vpliva na okolje pa to? In drugo, samo pod vprašanje še, oziroma eno tako provokativno. Koliko je daleč Izrael od državnega udara, če bi prenehal vojaškega delovanja? Najprej bom to zadnje vprašanje poskušal odgovoriti. Mislim, da vojaški udar bi bil kvečen v primeru, če bi nekdo poskušal izraelske obrambne sile zdaj postaviti pred sodišče pa jih procesuirati zaradi tega, ker oni tam dejansko počnejo. V tem primeru mislim, da bi obstajala zelo resna možnost, da bi se obrambne sile, ki so tam pravzaprav izjemno pomemben družbeni dejavnik in odločajo skoraj vsem, bi se lahko uprle. Drugače pa mislim, da ni kakšne posebne nevarnosti za državni udar. Tudi če pride kakšna druga vlada, ki bo pustila obrambne sile relativno na miru, mogoče si lahko privošči to, da 2-3 poveljnike za kakšno stvar obtožijo, ki je bistveno več pa že ne, ker bi pa prišlo do upora. In tudi to je nekaj, kar izraelskim politikom do določene mere veže roke. Ampak, če se vrnemo k temu, jaz bi rekel, da problem ni samo odgovornost politikov. Glejte, dejstvo je, da mi nimamo več državnikov. Mi tudi nimamo tisto, čemur so včasih rekli politiki. Mi imamo danes politikante, ki se odzivajo na dnevne analize javnega mnenja. Nimajo vizije, nimajo alternativ, ampak odzivajo se na javno mnenje. Zmeram reagirajo za nazaj, zelo redko kdaj za naprej. In potem je še nekaj. Tako kot v čredi, tisti, ki je najmočnejši, pa glava nekaj zavpije in potem vsi ostali kričijo isto. Veste, ni slučajno, pa bom namerno uporabil tole, ko se je postavilo v takratni Nemčiji, to je Weimarska Nemčija, ki se je počasi preobražala v Tretji rajh, vprašanje, in to ga je postavil Hitler na tem srečanju v Münchnu, ko je rekel, kaj hočete, maslo ali topove? In so ljudje kričali, topove, topove, topove. To je ta logika. Ko enkrat vzpostaviš nek način razmišljanja in ko dovolj glasno kričiš, potem množice začnejo kričati isto in ponavljati isto. Ampak jaz bi rekel, da tisto, kar bi zares mogli postaviti, je pravzaprav naša splošna človeška odgovornost. Tudi naša odgovornost za to, da nekateri ne grejo na volitve. Odgovornost tistih. Glejte, Ilona Muska slavijo kot velikega junaka in vizionarja. Veste, če pogledate njegove supertovarne, praktično vse njegove supertovarne, vključno z nemška, pa z indijsko, so postavljene v regijah, kjer izrazito primanjkuje vode in te supertovarne so ogromni porabniki vode. Pa ne samo porabniki vode, ampak tudi ogromni onesnaževalci vode, kar je še dodatno problematično. Če gledate, na primer, Muskove satelite. Njegovi prvi sateliti
so več kot 1000-krat presvetli glede na standarde, ki veljajo za objekte, ki naj se izstrelijo v Zemljino orbito. Zakaj? On je tako svetle naredil zaradi tega, da se jih vidi, pa ker je bila to odlična reklama. In zračunali so nekaj, da če bi vse Muskovo premoženje dali na kup, ne bi bilo dovolj, da bi plačali za odstranitev tistih presvetlih satelitov, ki krožijo v orbiti okrog naše Zemlje. Pa Muska nihče zaradi tega ne pozove na odgovornost. In gledajte, če se pogovarjamo na primer o nočnem nebu, je to nočno nebo pravzaprav po mojem mnenju dediščina človeštva. Nekaj, kar bi mogli ceniti, ker je nekaj, kar smo tradicionalno imeli in kar je tradicionalno tudi veliko pomenilo. Ne nazadnje ogromno pomenilo tudi za različne religije. Že z tega vidika. Ampak danes se na to nekako pozablja. Pravzaprav smo sploh pozabili odgovornost. Odgovornost smo pozabili tudi na tem, da nekaj lahko naredimo že s tem, da svoj lastni način življenja malo prilagodimo, pa ga niti ni treba preveč spremeniti. Še zmeraj imamo lahko avto, ampak vsaj del poti lahko opravimo s kolesom ali pa peš. Vse ni treba, da se odrečemo mesu, ampak mogoče pa ni treba kupovati toliko mesa, da ga bomo potem v Sloveniji približno, koliko je bil zadnji podatek, skoraj 5 kil na osebo metali stran. Za to gre. In jaz mislim, da tisto, kar je izjemno pomembno, je to, da na takšne stvari opozarjamo in da upamo, da bo počasi še kdo začel v tej smeri razmišljati. In ta koncept odrasti je problem v tem, da so ga z gledišča globalnega potrošništva prikazali kot nekaj izrazito negativnega. Kot nekaj, kar bo izrazito zmanjšalo kakovost našega življenja. Ne, mislim, da nam ta koncept odrasti, če se ga pametno lotimo, pravzaprav lahko izboljša kakovost življenja in pa hkrati omogoči neko novo nastavitev prioritet. In je pa dejstvo, da to potem v veliki meri terja, da se odrečemo vsaj določenim delom sedanjega sistema, da jih reformiramo, da mogoče nekatere dele sistema tudi enostavno zavržemo, govorim predvsem o ekonomskem sistemu, in poiščemo neke alternative. In tukaj nam pri tem lahko pomaga znanost, ampak tudi znanost sama po sebi ni rešitev. Ker, veste, tudi to globalno potrošništvo in takšen kapitalizem, če samo dober del znanstvenikov ne bi bil pripravljen prodati, ne bi mogel doseči tega, kar doseže. To je tisto, kar je na primer rekel Einstein o atomih. Atomska energija je lahko največji blagoslov, lahko je pa največje prekletstvo za človeka. Da bom Mojca najprej, potem je pa še Mojca, prosim. Samo verjamem v teorijo odrasti. Tu sodelujem z evropskimi in slovenski ravni, ki se s tem ukvarjajo, ampak imamo veliko težavo. In to je, da če se Evropska unija pred nekaj leti odločila, da bo šla v ta zeleni prehod, v zeleni preboj, pa popolnoma ozelenitev vsega tega, kjer mi živimo in s čimer živimo, imamo pa mogoče zaradi konfliktov na naših mejah zdaj en velik problem. In to je, da že od meseca, recimo septembra naprej, se pogovarjamo veliko več o pomoči orožarski industriji, kako o tem, kako bomo financirali. Zeleni prehod je verjetno najbolj finančno, največji projekt, ki ga ima Evropska unija v zadnjih 50 letih. To ni tako malo, to niso tri neki novi viri energije, ki nam bojo prinesli drugačno elektriko, ampak to je cel koncept in odrasti na tem, ampak nas je malo tistih, ki verjamemo. In zato je potrebno, me zanima mogoče vaše mnenje, kam nas pelje na Ursula von der Leyen in vse te podobne njej misleči, ko razmišljajo res o tem, da bi se Evropska unija začela ukvarjati z pomočjo orožarskim podjetjem in sploh jaz ne verjamem niti ne v evropsko vojsko, kot niti ne v evropsko orožje, ampak se res premika Evropa proti tja. In ne glede na evropske volitve, ker Evropski parlament je samo eden tistega, vsaj lahko izvolimo, ampak ne glede na to, kaj se bo zgodilo 9. 10. junija, se bojim, da gremo z mentaliteto, ki je
večja, kot je razdelitev med levico in desnico, na primer v Evropskem parlamentu, bo ne prav v smer. Res se mi zdi, da gre popolnoma, če smo se že odločili, da delamo zeleno. Orožarska industrija ni zelena. Je najmanj zelena verjetno od vseh industrij. Ne, gradbeništvo ni tako grozno kot oboroževalna industrija. Po vašem mnenju me zanima, kako pa vi vidite te spremembe tako v par mesecih, ne? Mi smo na zelenem prehodu delali 15 let. Ni to zdaj ideja prejšnjega mandata Evropske komisije. Nekateri, ki smo malo starejši in se spomnimo konca 60-ih pa začetka 70-ih let, se spomnimo, da smo se takrat pogovarjali o novi mednarodni ekonomski ureditvi. Ne, zato pa pravim, nekateri se takrat še niste niti rodili, ampak zanimivo je, da te ideje, ki so jih takrat v veliki meri ravno ekološka gibanja prinesla, so bile zelo zanimive in so marsikaj koristnega naredile. Tudi en pomemben del znanosti, prej sem govoril na primer o aktivnih zgradbah. Aktivne zgradbe so prav posledica tega razmišljanja takrat. Ampak zakaj niso bile zanimive? Zaradi tega, ker jih ni bilo možno prodajati in ker bi zmanjšale profit energetskim koncernom, predvsem pa še kakšnim drugim koncernom tudi. Ampak zakaj gre tukaj? Tukaj gre za to, da vsake toliko časa pridejo na dan lepe ideje. Ampak te ideje so lahko uspešne samo takrat, kadar uspejo mobilizirati dovoljšno maso ljudi in kadar uspejo zagotoviti tudi dovolj veliko kritično maso kapitala v kapitalističnem svetu, ki je to pripravljen podpirati in ki tukaj vidi nek svoj dolgoročni interes. In problem zelenega prehoda je pravzaprav dvojen. Problem zelenega prehoda je to, da pravzaprav ni zares celovit. Ampak ni zares celovit. Govorim zdaj o zelenem prehodu Evropske unije. Nanaša se pretežno samo na gospodarstvo in nanaša se na nekatere elemente varstva okolja, medtem ko cel kup drugih kulturnih in ostalih elementov je nekako pozabil. Ki bi bilo nujno treba tudi noter dati. In tudi nujno bi bilo treba to spraviti skozi izobraževalni sistem, ker do določene mere v Sloveniji in še nekaterih drugih državah smo naredili, ne pa povsod. In pa predvsem je en problem tukaj noter. Zeleni prehod kratkoročno terja velika vlaganja in ne prinaša dobička. Dolgoročno vsi vemo, da zna prinesti velike dobičke, ampak kdo je pa pripravljen dolgoročno vlagati? Veste, to so tisti, ki pravijo, dolgoročno bomo vsi mrtvi in nas to niti ne zanima. Tisto, kar je pa pri tem zares ključno, je pa pravzaprav to. Vsi vojni spopadi do zdaj so se zares končali za pogajalsko mizo. In mi vsi vemo, da ne glede na to, kaj Evropa naredi, ne glede na to, kaj Združene ameriške države naredijo, Rusije, naprimer, če se pogovarjamo o ukrajinsko-ruski vojni, nismo sposobni porasti. Pokazalo se je nekaj druge. Ekonomisti so rekli, da rusko gospodarstvo se bo zlomilo v 3 do 5 letih. Kaj se je zdaj pokazalo? Ruskemu gospodarstvu kaže celo malo boljše kot nekaterim evropskim gospodarstvom in celo malo boljše kot ameriškemu gospodarstvu v tem zadnjem letu. Očitno se je nekdo zakalkuliral, ampak vprašanje, če bodo to pripravljeni priznati. Tisto, kar pa mene najbolj skrbi, je pa to, da so nemški zeleni med najglasnejšimi zagovorniki oboroževanja Ukrajine in po drugi strani tudi najbolj previdni, kar se tiče Izraela in obsojanja tega tam. In moram reči, da me to izredno skrbi. In zdaj se pogovarjamo tudi o tem, kaj se je zgodilo z evropsko levico pa z desničarji. Prišli so na položaje, ki jih poskušajo braniti, postali so podjetniki in japi, postali so toliko stari, da se jim ne da več in v nekem trenutku enostavno grejo z tokom. Tisto, kar meni daje upanje, so pravzaprav ta mladinska okoljska gibanja, mladi za podnebno prihodnost. Greta. Ne sama Greta. Greta je mogoče simbol tega, ampak tisto, kar se je naredilo. Mislim,
gledajte, tudi tam se bodo ljudje relativno kmalu naučili, da noben skrajen radikalizem ni dober, ker povzroči takšno protireakcijo, da ne moreš uresničiti dobre stvari. Ampak počasi poiščeš način, kako se da stvari tudi v praksi uresničiti. Ampak tudi ti mladi bodo postali starejši. Ja, veš, Seveda bodo. In zaradi tega bodo takrat potrebne nove mlade generacije, ki bodo to naredile. In veste, ne smete pozabiti še ene stvari. Kaj rečete, koliko ljudi je ponavadi bilo potrebnih in vključenih za to, da se je nekje izvedla revolucija? Veste koliko? Med 1,5 do 3% prebivalstva. Ja. To se pravi, od 1,5 do 3% prebivalstva rabimo, ki se bo nekako poenotilo, usmerilo in ki bo sposobno v nekem trenutku zanihati nihalo. Žal je tako, da revolucije nikoli niso ravno zelo mirne in zelo prijetne in marsikdo v njih nastrada, tudi v tistih najboljših. Ampak ja, ni tako grozno velika masa ljudi potrebnih in to je eden od razlogov, zakaj sem, kljub temu, da sem glede nekaterih stvari malo pesimističen tudi jaz, da še nisem popolnoma obupal. No, Mitja, jaz sem vedela, da bo čas hitro minil. Zdaj še sem videla roko Mladena, pa Aurelijo, pa Dunja, prosim, no, če potem pa ja, Mladen. Smo se pogledali danes tukaj. Kolegi, ki so aktivni, Jadran je še eno leto, Mojca ima še nekaj zadelati. Kraj po službeni dolžnosti, Stadi je po službeni dolžnosti, tudi smo po penziji. Kje so ti mladi? Ampak imamo zaledje od zadaj, ne? Imamo otroke, imamo vnuke. Na volitve hodim, sem v odborih, komisijah, tu vidim, delam statistiko. Kje so? Jaz jih nikdar ne vidim. Zadnjih 20 letih na volitvah jih ne vidim. Sorry, kaj si pogledi statistiko? Starejši, 60 let, vsi. In mladi, kje so ti mladi, ki govorijo? Žal mi je, da so ugotovili. Podatki kažejo, da na prejšnjih volitvah se je prvič začel povečevati delež mladih, tako mlajših od 25 let, kot mlajših od 35 let, kar je spremenilo trend, ki je obstajal prej. In jaz moram reči, da vsaj v izobraževalnem sistemu kar nekaj teh mladih srečam. Je pa res, da so precej marginalizirani, tudi znotraj različnih, bom rekel, etabliranih strank, ki jih malo odrivajo na stran in tako, ampak to še ne pomeni, da jih ni. Je pa res, da, in tukaj se bom strinjal, da mogoče bi mogli tudi te stvari, ki jih mi počnemo včasih, narediti na način, ki bi bil bolj prijazen in zabaven za to. In če bi se tukaj šli neko računalniško igrico, ki bi imela tudi te elemente, bi bil verjetno delež ravno obraten. No, pa tudi zniževanje starostne dobe na 16 let, recimo. Ja, ali pa 15 celo. Ali pa 15 nekateri. No, na 16 bo letos tudi toliko več milijonov volivcev v Evropski uniji, zato ker se je znižala. Je pa tudi vprašanje, po moje, vezano na to informiranost kot taka, ne. Zdaj teče, vidim ena akcija, ne, premisli, preberi, 3x P, kako je? Poglej, premisli. Preberi, premisli. Tako da tudi vprašanje informiranosti, kljub vsem možnostim, ki jih imamo, smo ljudje, po moje, zmedeni, ne, ali pa slabše informirani, prav, kot smo bili včasih. Dunja, prosim. Ja, bi sam to glede mladih omenila. Starostna struktura se spreminja, mladih bo čedalje manj, tako da to bo problem, tako da verjetno bo tudi vi kaj reševati. To sem hotela vas vprašati, no, pravzaprav, jaz sem kar malo pesimistična. Seveda, veliko je rešitev, veliko je znanstveniki, razni ljudje to proučujejo in recimo iščejo neke modele od rasti raznih zadev in tako naprej. To vse zelo vredno in pozitivno. Ampak po drugi strani ste pa tudi seveda rekli, kapitalizem je pač tak svet, prišel je v neke najhujše oblike. Gonilo kapitalizma je pravzaprav profit. To pomeni neskončno proizvodov, potrebnih in nepotrebnih, neskončno storitev, potrebnih in nepotrebnih. In kako zdaj pač priti do tega, da bi prišlo do sprememb? Kapitalizem se sam ne bo spremenil. Kaj pa politiki in pa tisti, ki držijo v bistvu vse finančne vzvode v rokah?
oni so povezani in ne bodo nikoli sprejeli te skrbi. Saj tako se mi zdi. Ne? To je skoraj nemogoče pričakovati, da bi recimo sami od sebe recimo upoštevali to, ker se pač do zdaj ni pokazali, da bi karkoli od tega upoštevali. Ne? In se mi zdi iz tega stališča, da je pravzaprav, ne vem, kako bi lahko sploh Presekali to. zadevo rešili. No? Čisto enostavno prisiliti jih je treba. Ja, samo kako? Ena od opcij je revolucija. Da se ne bomo narobe razumeli, znotraj 1 do 3% revolucionarnih strank oziroma organizacij je bila starostna struktura zelo zanimiva. Dejansko je tako, da tisti, ki so jih imenovali vojaki revolucije, so bili v glavnem predvsej mladi, medtem ko tisti, ki so pa odločali ideologi in to, so bili pa večinoma iz malj starejših generacij. Je pa res, da so bili očitno izjemno uspešni in sposobni mobilizirati ljudi in iskati somišljenike. Zdaj verjetno eden od pomembnih dejavnikov pri tem, kako bomo mobilizirali somišljenike, da bodo to začeli delati in kako bomo iskali ustrezne mlade. Jaz se ponavadi tukaj pošalim, pa pravim, če vsako leto navdušim od 1 do 3 študente, ki bodo to, kar jaz delam, nadaljevali, mislim, da sem svoje delo opravil. In zmeraj mi ne uspe, ampak pogosto mi pa uspe. Nekaj pa še tudi res. Imamo pač zdaj demokracijo, pa sistem volitev. Mene zanima, kateri politik bo rekel, da planira za naslednjih 5 let oblast. Takega ni. Tega v kampanji ne sme reči. Ne? Jaz pa mislim, da tisto, kar bo zelo zanimivo, je to, da v nekem trenutku bodo politiki s tem lahko zmagali. Glejte, bodimo čisto pragmatični, ko bodo škode postale tako velike, da bodo zavarovalnice bankrotirale, ko bo bančni sistem se spet začel majati, takrat bo treba iskati nove alternative in takrat bo tudi kakšen politik s čudnimi alternativami, ki bo rekel, gledajte, sej 5 let bomo res mogli zatiskati pasove, pa nam bo mogoče malo slabše, ampak čez 7 let nam bo pa mogoče že boljše. Ni rečeno, da takšen politik takrat ne bo mogel tega narediti. Jaz bom rekel celo nekaj več. Mislim, da v nekem trenutku v zahodnji Evropi so zeleni politiki to celo pogruntali. In so začeli delati, samo potem so postali del establishmenta. In to je tisti problem. In so pozabili na tisto, kar so sami pridigali, oziroma so tisto, kar so sami pridigali, prodajati. Ja, prodajati so začeli, zaradi tega, ker je postalo čisto enostavno tako. Mislim, jaz se včasih hecam, pa pravim tako, naprimer Varoufakis, katerega ideje so mi zelo všeč, ampak njegovo predavanje stane od 30 do 60 tisoč dolarjev. To se pravi, da se to tudi splača. Ampak, če se ne splača, itak ni zanimivo. Ne? ja, Še Aurelijo si želel? Ja. Še kdo? Še kdo? Ja, prosim. Aha. Dovolite mi, da mogoče v 3 točkah. Prva točka je, ko je nekdo kolega Tlala rekel, odgovornost politikov. Veste, politiki so bili nekoč otroci nekih staršev, ki so jim vzgojili ali prevzgojili ali pa jim niso vzgojili določenih vrednot. In tako moramo mi gledati danes na svoje otroke in svoje vnuke. Če naši otroci in naši vnuki ne bodo imeli nekih čutov privzgojenih, socializiranih čutov solidarnosti in empatije, potem ne moramo pričakovati, da jih bo v starejšem obdobju ti občutki predevali v svojih delovanjih. Tisto, kar se otrok nauči in kar je pridobil v osnovni socializaciji, tisto potem mu tudi še zlasti pa ne v tistih najbolj zrelih letih, tistih najbolj produktivnih, takrat se pa seveda vsak bori za svoj košček kruha in za svoje preživetje, za svojo družino, ampak v kasnejših letih, tam od 45 naprej, ko si je ustvaril nek svoj standard, mu potem vsi ti elementi zopet privrejo na dan, seveda, če smo jih mi kot starši, kot dedki in babice privzgojili. To je ta odgovornost otrok in kasnejših politikov. In jaz se danes pogledam te otroke in recimo
Veste, ko sem bila jaz otrok, mi je mama rekla, pojdi študirati, da ti ne bo treba delati. Danes vsi pravijo, pojdi v tujino, da boš več zaslužil. In otroci, ki jih tukaj študiramo in izobražujemo z našim sistemom, javnim sistemom brezplačnega šolstva, kakorkoli se že to nekateri pravijo, da to ni čisto brezplačno, ampak ti otroci menijo in starši menijo, da jim je to seveda pripada in da potem, ko doštudirajo, da imajo vso pravico in vso moralno kredo, da gredo v tujino in si ustvarijo boljši kos kruha. Veste, to je tudi z vidika morale, ja, zaradi kaj? Z vidika morale je to zame sporno, ker bi mogli starši reči, poslušaj, ja, ampak kaj boš pa ti dal nazaj? Tudi država bi morala regulirati tole, ne? Država bi morala, bi rekla, 5 let moraš delati, če smo te izobraževali nekje, ne? V tem globalnem Bojim se, da svetu, imajo to samo v Butanu. ja, v tem globalnem svetu, Ne, to bi lahko ko uredili. Ja, nekoč, prepričana. Ampak to imajo trenutno samo v Butanu Hitlerja urejeno na ta so bili način. nasprotju stranke in države. In ker se stranke levice, socialne demokracije Evrope niso znale poenotiti, je pač prišlo do tega, kar je, ali pa tudi države, zaveznice, kasneje še niso znale poenotiti v začetnih letih, je prišlo do vzpona tega, kar je prišlo. Danes ne živimo več v obdobju, ko imamo močne države, ko imamo močne nacionalne stranke, ampak ko imamo globalni svet, kjer je kitajski delavec konkurent slovenskemu delavcu in slovenski delavec tujce sprejema kot svoje neposredne konkurente. Hkrati pa nismo pripravljeni delati vseh tistih del, ki smo jih bi mogli opraviti pri nas doma. In ko je slovenski politik konkurent v mednarodnih inštitucijah, nemškemu politiku, avstrijskemu politiku in tako naprej, ko se tam reženja dogajajo, ko si drugemu službe pač v teh Rihtajo, dobesedno. je to globalni svet in v takem globalnem svetu je zelo težko, pa ne bo to politik, ne bo to gospodarstvenik, ne bo to delavec ali pa jaz kot posameznik načrtovati, kako delati v naslednjih 5-10 letih, ker to ni več odvisno, najmanj odvisno od te Slovenije, od te majhne Slovenije, od teh naših politikov, ampak ko se zadeve čez noč obrnejo zaradi čisto drugih dogodkov v drugih po svetu. In zadnja točka. Veste, jaz sem nikoli pozabila, ko sem bila še jaz v osnovni šoli, pa smo imeli prijatelja iz Nemčije, pa iz Bavarske, pa so prišli k nam, pa seveda smo jih tako v naši družini gledali tako, veste, so nekaj pogovore, pa zakaj vi volite Štrausa že 30 let? Ne? Štraus CSU, krščanska demokracija, ja, a ne morete tega spremeniti. Ne? In kaj so mi govorili, mislim, to je bilo meni fascinantno, so rekli, veste, mi smo Štrausu že vse kupili, kar je hotel. On ima rudnike v Južni Afriki, ima vilo tam, ima tukaj to, ima uno tam, prav, kdorkoli drug bo prišel na njegovo mesto, bo hotel to imeti zopet. Ne? In to je zdaj pri nas tudi. Naši zdravniki hočejo imeti plače, avstrijskih zdravnikov, naši politiki hočejo imeti plače, nemških politikov, samo naši delavci nimajo plač, ne avstrijskih delavcev, ne nemških delavcev in tako naprej. Ne? In hočem povedati, da vsi se zgledujemo po nekih drugih, hkrati pa ne živimo v realnosti našega miljeja. In to je naša glavna težava. Ne? Tudi angleške trave ne ustvariš v 30 letih, kot imamo slovenske samostojnosti, ampak bomo rabili veliko več, pa veliko več sodelovanja, veliko več empatije, veliko več solidarnosti. Hvala lepa. Jaz bi se res vsem zahvalila, da ste prišli in seveda Miti za zelo zanimiv pogovor.
Upam, da te bomo spet malo kaj čitali, pa dopolnjevali to, kar si danes tu povedal, in da se še kdaj vidimo in lahko pogovarjamo še naprej. Upam, z veseljem. Mogoče samo toliko, da omenim, jaz zdaj počasi pišem nadaljevanje te knjige, ker na podlagi razprav prejšnjih sem dobil kar nekaj različnih pripomb in medtem se je tudi kar nekaj spremenilo v zadnjih 3 letih, tako da računam, da čez kakšni 2 leti bo potem malo posodobljena verzija tega, mogoče tudi s kakšno novo idejo, kaj in kako se da. Nekaj jih je že tukaj, pa še kakšno bo prišlo zraven. V redu. Res, najlepša hvala. No. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden. Nasvidenje.